delo je potekalo čisto normalno, da smo pač vžigalnika odpustila, je pač šlo. Se je odpustilo do kraja. Hvala lepo. Koliko časa je to odvijanje poteka? Zdaj si eno specialno orodje gor damo, gospa, pa to so skrivnosti, tako kuhari imajo svoje skrivnosti, tako tudi mi. Da se je pa odpustilo, te pa je hitro šlo. Mislim, pa je 10 minut bilo že, da bila oba dva zunaj. Brez strahu ne poteka nobeno delo, verjetno tudi vaše, ne? Kakšni so vaši občutki, ko se lotite tega? Razmišljate kaj o tem? Zdaj so hujši kot tam. Zdaj so hujši kot tam. Ja, 30 let delamo, tako že isto je dosti boljše kot tam. Prvo se identifikacijo vžigalnikov. Tisto je po moje najbolj nevarno, ker če je kemični, ker tudi pač Karl Marx, on je bil prvi na kraju, on je bil praktično v največji nevarnosti. Da se že ugotovi, da so pač navadni vžigalniki, te je že malo lažje. Nevarnost pa tako stalno obstaja. Jaz sem samo asistiral. Jaz sem bil danes v vlogi asistenta. Tako da vse, kar je bilo, je to Jože popravil. Asistent pa dela kaj? Gleda. Se pravi, nič ne podajate? Podaja. Asistent podaja, pomaga. Kaj opozarjate, kolega, če se vam zdi, da ni? Dve glavi več veta, kako ena. Ko enkrat ti zadevo poznaš, teli zadevi drugače pristopiš. In v tem trenutku, ko smo enkrat naredili tisto identifikacijo, smo vedeli, za ki se gre in je bilo samo stvar na temo, ali bo zadeva popustila ali ne bo popustila. Če ne bi popustila, bi šli pač, bi bombo dali v luknjo, skopali in betonirali. Tako da smo imeli pač srečo, ni rečeno, da bo zmeri tako, lahko bo enkrat, da ne bo šlo, ampak do zdaj nam je, kar je bilo v Mariboru v zadnjih letih, nam je kar dobro to uspevalo. Jaz približno sem skoraj 20 let že v enoti, malo manj. Verjetno pač 1500 intervencij sigurno, lahko tudi več. Več ali manj sem bil na vseh letalskih bombah, kar so bile tukaj v Maribor, tako da sem kar precej v temu in jaz s tem nimam problema. To sem pa že 30 let, tako da nimamo nobenih problemov. Bomba najprej gre na začasno skladiščenje, potem gre pa bomba na uničenje na naš poligon. Stvar, kako bomo to uničili, se zdaj še dogovarjamo, ker ponavadi, ko dobimo tako bombo, probamo na poligonu, ker je zadeva varna, ker ni ljudi, probamo tako bombo uničiti z sistemom oziroma z načinom, ki bi jo lahko kdaj uporabljali v dejanskem stanju v centru mesta. Tako da verjetno bomo tukaj spet izvedli en poizkus rezanja bombe in bomo videli, ki bo pač na takih zadevah, potem med drugim, ko dobimo tako bombo, probamo dejansko zadevo na poligonu narediti, kakor bi bilo v mestu, v centru mesta, v realnosti. Ker nimamo mi bomb milijon, da bi se lahko to učili, tisto, ko pa dobimo, probamo pa to izvesti.